ob rojstnih dnevih se ponavadi malce oziramo nazaj. Kako je Radio City preživel zadnjih kriznih 365 dni? Samo res je bilo kriznih, ne? Ta recesija pa to. Nekaj podjetja, ki ima dobiček, ne bi upadal, tudi na radio je bilo tako. Sami imamo še debelo kožo, tako da tako čisto odstradamo, ne. Je pa res, da ni fajn občutek, zato ker radio je en tak pozitiven medij, ki dviguje energijo. Jaz si predstavljam, da si ti komedijant, da priješ v polno sobo ljudi, polno energije, zdaj še nekaj vic povedal, pa mi si pa tak. Tako je zdaj stanje, ne, zato ker v Mariboru ni rožnato, tudi drugot ni rožnato, ampak mi se pač naprej snimamo, pa se zabavamo, pa skodaj zbujamo. Kaj bo, se večer ne more trajati, ne? A lahko? Ne, lahko. Ste pa precej cvetoč izbor, nastopajoči, ki so naredili sama dekleta, simpatična mlada. Ja, to je Sandi kriv pravzaprav, ne, glasbeni urednik, starejši kot je, bolj se mu dopadejo, zgleda mlajše deklice, tako da jaz ga imam malo na sumu, ampak glej, človek je glasbeno radio pripeljal do tam, kot ga je, težko dvomim v legitimnost njegovega zbora. Tako da bi rekel, da je na ključe, da so same lučne. Ali je? Ali ni? Ali je? Ali ni? Najpomembnejše vprašanje dneva. Kje je Kevc? Kje je Kevc? Kje je Kevc? Imaš Kevca? Imam Kevc. Se ti Kevca? Pokažem Kevca. Pride. Bilbi, a gledava midva iste zvezde ali se mi samo zdi? Jaz mislim, da jih danes kar vsi gledamo iste zvezde na tem krasnem odru pod Pohorjem in mislim, da bodo zvezde, ker se je zjasnilo, ja, vsekakor. Koncerti Radia City imajo v Mariboru že skoraj en tak kultni status, ne? Pa me zanima, ali imate morda vi kakšen najljubši spomin na katerega izmed minulih koncertov, morda kakšen zamolčan iz najstniških let? Jaz moram povedati, da jaz sem bila zelo pridna najstnica, me niso kam dosti pustili, ampak sem živela zelo blizu Pohorja in sem pač na balkonu sedela pa poslušala. Tako da to zveni mogoče malo grenko, ampak jaz imam zelo lepe spomine na to. Nobenih delikatnih spominov iz bližnjega gozda? Ne, mogoče samo z kravami. Skupina Dismissed pa ima prav eno posebej močno vez za Radio City, se motim? Ja, je tako. Smo letošnji zmagovalci na natečaju Zvezda v enem dnevu. In to pomeni? Da smo zmagali z komodom Tukaj sem, prek tega, da so poslušalci glasovali preko interneta. Med 10 skupinami so lahko zbrali. Dober večer! Pozdravljeni! Ja, dober večer! Kaj pa vi tu? Mamo iščem! Ne! Ja! Kje pa je? Ja, nazadnje so videli, ko je z enim mladim šla, 74-letnim gor. Kam? Ja, gor proti šumi. Ne! Ja! Pa to bo peleš? Jaz bi prijavila zdaj, če kdo vidi. Taka je malo starejša, ne skriva let, pa tako kiklo ima do sem. Vsak ima kakšen razopis spomin na katerega izmed minulih koncertov. Delite z nami kakšnega. To so te klasične zgodbe, ne, pač ti prideš na prizorišče, jaz sem namreč bila to letos v publiki, ne, in to je recimo zdaj ena razlika, tako da na tega bom definitivno imela drugačne spomine. Ampak te klasične zgodbe so pač v smislu, da en del družbe je že na prizorišču in potem, ko ti prideš kasneje, se ne slišiš, se ne najdeš in potem pač še ena od klasičnih zadev je, da zmeraj, kadarkoli je City, se ulije dež in ko se fajn vlije, ne, je potem tudi fajn blato in fajn spolska trava. Tako da ena od anekdot je ta, da moraš pasti, mora ti zdrsniti, mora biti kot na ledu in moraš biti poriti blazen. Še kakšen spomin iz bližnjega gozda? Iz bližnjega gozda pa nimam spominov, ne? Upiknite svečko, kaj si boste zaželeli? Še eno leto, pa čeprav recesijsko. Ja, kot članica družine Radia City, kaj si najbolj želite? Želim si, da bo naša prihodnost dolga.
vidim, da počasi dobivaš že izpuščaje ob vprašanjih o Eurosongu, pa vendar ne morem mimo vprašanja. Ne, jaz z veseljem odgovarjam na to vprašanje. A še vedno? Ja. Zanima me, kako se kaj prebijaš skozi slavni PED, post-eurovizijska depresija, sindrom? Tudi mene je zajela in to precej. Veš kaj, saj veš, ne. Midva sva bila oba gor in to je dejansko tak te zapelje, ta film tam zgoraj, živiš eno tako življenje, ki je res sanjsko, ne. Čeprav je tudi ogromno trdega dela in psihiranja zraven vključene, ampak to odtehta. Jaz moram priznati, da še zdaj nisem spakirala vsega ven iz kovčkov, da še vse leži. In da mi je res ful pogrešam ta Düsseldorf in vse to dogajanje ljudi. Ampak ja, življenje gre naprej, ne? Treba se zdaj naprej usmeriti. Je bila vrnitev v resnični svet težka? Ja, je bila, moram priznati. Čeprav te imajo vsi radi, ne? Ne, sej super, mislim, to zdaj ne smete narobe razumeti. Jaz sem zelo vesela, ful se je bilo fajn vrniti v Slovenijo, tudi videti ljudi, ki sem jih pač pogrešala. Še bolj fajn se vrniti, če veš, da te ljudje podpirajo in da je pozitivno vzdušje doma. Drugače pa ja, bi se kar človek hitro navadil na tako profesionalno organizacijo, na take odre, kar se hitro razvadiš. Ne pa iz Düsseldorfa pod Pohorje, ne? Zdaj na koncerte Radia City imamo tako vsi ene rahlo kočljive spomine iz srednje šole, ne veš, marsikaj se je tukaj dogajalo po teh gozdovih, na tej strmini. Zanima, kakšen je tvoj najljubši spomin na koncert Radia City? Joj. No, tudi jaz moram iskreno povedati, da sem se prvič napila na Radio City, prvič v življenju. Na srečo se je vse dobro končalo, ni bilo hudo, se ni bilo potrebno dosti spiti, ne, glede na to, da je bilo prvič. Drugače pa, jaz imam na Radio City zelo lepe spomine, potem drugič ni bilo tako hudo, ko smo že vedeli, da po tej strmini ni dobro biti, kako se temu reče, okajen, lepo rečen. Tako da, zdaj pa je res, da že dolgo časa pa nisem bila tukaj, ker mi tudi čas ni dopuščal in sem dejansko zelo vesela, da sem lahko letos nastopajoča.